Lepo pozdravljeni. Član uprave Nuklearne elektrarne Krško Hrvoje Perharič je v Krškem sklical novinarsko konferenco, na kateri je zavrnil trditve predsednika Hrvaške narodne stranke in nekdanjega hrvaškega gospodarskega ministra Ivana Vrdoljaka glede njunega spora leta 2015, tudi glede trditev o neupoštevanju meddržavne pogodbe v škodo Hrvaške. Ivan Vrdoljak navaja kot kronski dokument, s katerim naj bi dokazoval neupoštevanje meddržavne pogodbe, stran izločeno iz poročila uprave Nuklearne elektrarne Krško o izvajanju meddržavne pogodbe in družbene pogodbe, ki je bilo predstavljeno na 10. seji Meddržavne komisije za spremljanje meddržavne pogodbe v letu 2015. Gospodin Ivan Vrdoljak bio je kao ministar gospodarstva Republike Hrvatske predsjednik hrvatske delegacije i sudjelovao je u radu 10. sjednice. Nije participirao u diskusiji, niti imao bilo kakve primjedbe vezano na izvješće uprave NEK-a o provedbi međudržavnog ugovora. Gospodin Ivan Vrdoljak potpisao je zajednički zapisnik u kojem suglasno konstatira i zaključuje da provedba međudržavnog ugovora protječe uspješno i odgovorno, te da su postignuti vrlo dobri pogonski, sigurnosni, ekonomski i investicijski rezultati. Vrdoljak je imel možnost predlagati nasproten sklep in o tem obvestiti vlado Republike Hrvaške, dodaja Perharič, vendar tega ni storil. Gospodin Ivan Vrdoljak nije argumentirao na temelju čega danas iznosi potpuno suprotne tvrdnje koristeći isti izvor informacija kojim je bio dostupan i prije 3 godine na 10. sjednici Međudržavnog povjerenstva. Perharič nadalje dodaja, da Vrdoljak popolnoma zgrešeno tolmači določbe meddržavne pogodbe, ko trdi, da bi Nuklearna elektrarna Krško morala zagotoviti sodelovanje družb iz Hrvaške in Slovenije v istem razmerju. Time implicira da je valjani kriterij za odabir isporučitelja i izvođača radova nacionalna pripadnost tvrtke. Međunarodni ugovor zasigurno ne nameće takvu obvezu, jer bi to predstavljalo grubo kršenje svih načela i zakonskih normi koja govore o slobodnoj trgovinskoj razmjeni na razini Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Europske unije, pa čak i globalno. Tisto, o čemer meddržavna pogodba govori, je, da se tako hrvaški kot slovenski dobavitelji in izvajalci vsem enako obravnavajo in da bo Nuklearna elektrarna Krško sodelovala z družbami obeh držav, ki izpolnjujejo pogoje kvalificiranih izvajalcev del v jedrskih elektrarnah. Gospodin Ivan Vrdoljak, pored toga što ne poznaje i ne razumije međudržavni ugovor, zlonamjerno i tendenciozno manipulira s njegovim odredbama. Neki obveznik javne nabave i dužna je poštivati i slijediti odredbe Zakona o javnoj nabavi Republike Slovenije. Nacionalna pripadnost tvrtke kao kriterij odabira nije dopušten i smatra se grubim kršenjem Zakona o javnoj nabavi. Gospodin Ivan Vrdoljak de facto proziva NEK zato što postupa u skladu sa zakonom, te sugerira i očekuje da uprava NEK-a postupa suprotno pozitivnim zakonima Republike Slovenije i Europske unije. Kot še dodaja Perharič, Ivan Vrdoljak ni komentiral in podal naslednjega iz poročila uprave Nuklearne elektrarne Krško z 10. seje Meddržavne komisije. Da je udio ponuda u pozivima za nuđenje hrvatskih tvrtki na razini 14,8%. Da je uspješnost koja je definiran kao udio izdanih narudžbi u odnosu na zaprimljene ponude hrvatskih tvrtki na razini viši od 50%. Isto tako, da su u udjelu izvođača radova u Republici Sloveniji uključene tvrtke kćeri osnivača iz Republike Hrvatske, osnovane u Republici Sloveniji zbog njihovih poslovnih interesa, a koje pri izvođenju radova koriste u znatnoj mjeri radnike državljane Republike Hrvatske. V Nuklearni elektrarni Krško se zapleta tudi pri izbiri članov uprave. Hrvaški družabnik Hrvatska elektroprivreda naj bi namreč potrditev Staneta Rožmana za predsednika uprave, Gen Energija mu je namreč aprila potrdila nov 5-letni mandat brez soglasja hrvaške strani, pogojevala s predčasnim odhodom Hrvoja Perhariča, ki mu mandat sicer poteče konec leta 2019. Hrvaška in slovenska stran na sredini združenih skupščinah sicer nista dosegli dogovora o odpoklicu Perhariča in imenovanju novega hrvaškega člana, saj hrvaška stran ni predlagala ustrezno kvalificiranega kandidata.
Na skupščini prav tako nista dosegli dogovora o ponovnem imenovanju Rožmana za predsednika uprave Nuklearne elektrarne Krško. Pod krovno znamko Slovenija hodi se tudi letos, že 6. leto zapored, v okviru Posavskega festivala pohodništva odvijajo številni pohodi po tematskih poteh, ki so deljeni na pomladni in jesenski del. 6. Posavski festival pohodništva sestavlja več kot 25 pohodov v pomladnem delu in številni pohodi v jesenskem delu. Poti so tematsko obarvane in se navezujejo predvsem na lokalne zgodbe, kulturne zanimivosti ali gastronomske posebnosti. S pomladnim delom so pričeli že konec aprila s tradicionalnim pohodom v Loki pri Zidanem mostu, zaključili pa ga bodo v začetku julija z bosonogim pohodom na Šentvid z Lojzetom Ogorevcem. Ja, naš glavni cilj s temi festivali, ki jih organiziramo že 6. leto, je pride do aktivnih počitnic na podeželju in do popolnitve teh namestitvenih kapacitet, ki jih imamo, in potem uporabe kulinarike in vina, ponudbe kulinarike in vina, ki imamo v Posavju zelo bogato. Posavski festival pohodništva se tudi letos odvija pod krovno znamko Slovenija hodi. Slovenija hodi je skupek pohodniških festivalov, ki jih skušajo promovirati predvsem v tujini. Z namenom, da ljudje pridejo hoditi v različne konce Slovenije, ne samo v Julijske Alpe, ampak tudi v Posavje, na Dolenjsko, potem na Štajersko, in s ponudbo raznih pohodov, krajših, daljših, gratis ali pa celo plačljivih z vodnikom, poskušamo predstaviti našo ponudbo, kulinariko in pa seveda tudi naravne kulturne zanimivosti posameznih destinacij. V letošnjem letu bo v Sloveniji pohodniške festivale organiziralo 11 destinacij. Večina jih bo zdaj v spomladanskem delu, 3-4 pa tudi v jesenskem delu. V poletni sezoni, v tistih top mesecih, julij, avgust, tega ne organiziramo, ker je naša ideja, da poskušamo namestitve zapolniti tudi izven glavnih sezon, se pravi spomladi in pa v jesen. Na Posavskem festivalu pohodništva sicer sodeluje vseh 6 posavskih občin, območnih turističnih ponudnikov in zavodov ter društev, ki pripravljajo oziroma ponujajo organizirane pohodniške, kolesarske in konjeniške ture. V preteklem letu se ga je udeležilo več kot 2000 pohodnikov. Število se z leto v leto veča, vedno bolj smo prepoznavni tudi na nivoju Slovenije, da poleg term, kjer je koncentrirano turistična dejavnost, da je podeželje ali pa mesta tudi atraktivno za turiste, tako da se to spreminja počasi. Destinacija Posavje poleg pohodov v sklopu Posavskega festivala pohodništva pripravlja vikend oddih. Aktivne počitnice so namreč vse bolj iskane in zanimive, predvsem za tuje goste. Predvsem Nizozemska je tista, ki jih aktivne počitnice zanimajo, pa tudi Nemčija, kjer so tudi bolj ozaveščeni, kar se tega tiče, tako da se to veča vsako leto. Trenutno so njihova prizadevanja in trud usmerjeni v promocijo. Upamo na to, da se bo tudi percepcija o naši destinaciji počasi spreminjala, da tu je prijetno bivati in uživati. Podeželje se v nasprotju z mesti težje prilagaja hitrim tehnološkim spremembam. Evropska unija zato želi s pomočjo nove tehnologije in konceptov omogočiti razvoj vasi in manjših mest. O teh ukrepih so spregovorili na mednarodni konferenci Evropska akcija za pametne vasi na Bledu. Velik izziv za podeželje predstavljajo tehnološke spremembe, zato Bruselj kot odgovor nanje oblikuje nekatere nove koncepte, med katerimi so tudi pametne vasi. Evropski poslanec Franc Bogovič je skupaj z madžarskim kolegom Tiborjem Šanijem pripravil predlog posebnih projektov, s katerimi bo Evropski parlament s pomočjo Evropske komisije spodbujal uvajanje novih tehnologij in drugih dejavnosti na podeželju. Uspelo nam je, da sva z idejo, s pobudo, da je v proračun Evropske unije 3,3 milijone evrov za tako imenovani pripravljalni ukrep, s katerim bomo odkrivali in pa spravili na isti imenovalec izzive digitalizacije na podeželju v 21. stoletju. Glavni namen evropske pobude pametne vasi je zmanjšati razlike v razvoju mest in podeželja s prenosom že uveljavljenega koncepta pametnih mest na podeželje. Z uporabo sodobnih tehnologij in konceptov bi zajezili izginjanje delovnih mest na podeželju in ustvarili nova, ki bi ljudem omogočala prihodke primerljive tistim v mestih.
I think that the challenge and the task is really, really big. What we are talking about is half of the European Union's population. The technological advance makes really tremendous speed in terms of development. But we felt that somehow the village people and the rural population was just getting abandoned a little bit from this wave of technological advance. So here we need to intervene, and this is the framework what the European Union provides. A za uspeh zdaleč ne bo dovolj le okvir, ki ga postavlja Evropska unija, temveč delo vsake posamezne države. Slovenija je na dobri poti, je prepričan, Bogovič pa je ob tem dodal, da je bilo marsikje sprva izraženo tudi začudenje nad projektom. Ko smo pa povedali primere, ki so v naši soseščini, se pravi roboti za molžo krav, digitalne sortirnice za sortiranje sadja, ko vidiš v Lučah 170 robotov v KLS podjetju, ko vidiš Sopotnik platforma, ki se razvija po Sloveniji za prevoz ljudi, ko vidimo na področju energetike primere, kot je Sun Contra, Gen Sonce, Telekom se vključuje v te primere. Tako da okoli nas se že dogaja cela vrsta sprememb, katerih kreatorji smo tudi mi. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je poudarila, da postaja to, kar je bila nekoč zgolj ideja, zdaj realnost. Sodobni izzivi sodobne družbe se morajo nagovarjati hkrati v sodelovanju z različnimi inštitucijami, različnimi portfelji. In če se vprašate, kaj ima promet veze s pametnimi vasmi, je seveda sporočilo povsem jasno. Brez povezanosti, brez fizične infrastrukture, brez sodobne mobilnosti ni napredka ne v mestih, ne na podeželju. Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je opozoril, da bo v sklopu nove skupne kmetijske politike veliko več priložnosti za lokalne načrte, ki jih bo sicer morala odobriti Evropska komisija. V teh lokalnih načrtih bo sicer veliko pogojev, ki jih bo treba izpolniti. And this must include many of the issues around rural development that we're speaking about today in terms of digitization, economic development, environmental sustainability, social services. All of these investments are very important for rural areas and they have to be reflected in the plans that are submitted. Na mednarodni konferenci o konceptu pametnih vasi so podpisali tudi Blejsko deklaracijo, ki vključuje modele za izboljšanje življenja na podeželju. Z Bleda pa v neposredno bližino Listce na Lovrenc, kjer v drugi polovici aprila in v prvih majskih dneh cveti encijan. Rastišče je opredeljeno kot zavarovano območje, ki ima status naravnega spomenika. Na travnikih okoli cerkve na Lovrencu pri Listci konec aprila zacveti na stotine cvetov encijana ali klusjevega svišča, simbola gorskega cvetja in varovanja gorske narave. Zaradi pomembnosti lokacije je območje od leta 1993 zavarovano kot botanična naravna vrednota državnega pomena ter botanični spomenik narave. Encijan je začel cveteti, najprej običajno pride ven ta, mi imenujemo tako imenovan mali encijan oziroma pomladni oziroma tržaški svišč in pa en trebušasti svišč, ki je pač podoben temu klusjevemu svišču, pravemu encijanu, ki ga ljudje najbolj množično poznamo, ampak računamo, da nekje čez en teden, da bo v največjem razcvetu. V planinskem društvu Listca Sevnica mu že vrsto let namenjajo posebno skrb. Soočamo se pa vsako leto z istimi težavami, pravzaprav, da ljudje še vedno izkopavajo encijan oziroma ne upoštevajo opozoril, ki veljajo na tem rastišču, se pravi, da se ne gibajo na območju samega rastišča, tako da žal je potrebna še vedno fizična prisotnost. V sodelovanju z občino Sevnica, ki vsako leto zagotovi kakšen dodatni material za zamenjavo ograje. Ravno pred nekaj tedni so poskrbeli za zamenjavo dela poškodovane in dotrajane ograje. V času cvetenja, kot vsako leto, poteka tudi fizično varovanje rastišča. Rastišče samo je sicer fizično varovano, ampak še vseeno ljudje prihajajo gor, pač hodijo po rastišču z željo po tem, da tudi mogoče od blizu slikajo encijan, da ga vidijo. Skratka, ne upoštevajo teh opozoril, ki so tako na opozorilnih tablah oziroma označevalnih tablah pri samem najdišču, tako na naši spletni strani, v posebni zloženki, ki smo jo tudi pripravili v društvu že pred leti. Skratka, na več teh načinov pač opozarjamo javnost in obenem tudi fizično skrbimo za varovanje samega rastišča in menjavo ograje okoli njega.
V planinskem društvu Lisca Sevnica v tem času izvajajo še druge aktivnosti za ohranjanje in varovanje tega botaničnega bisera. Ograja se je delno zamenjala, računamo še drugo leto, da bi zamenjali še drug del, tako da bi bilo potem za nekaj let poskrbljeno za ograjo, ker pač vse z leti zrabi in jo je potrebno zamenjati. Sicer pa predvsem zdaj potekajo akcije osveščanja, obveščanja preko medijev, tudi preko vas, preko ostalih medijev, predvsem pa tudi to fizično varovanje. To je glavna aktivnost, ki trenutno se izvaja. Rastišče encijana na Lovrencu je sicer najnižje zaščiteno rastišče encijana v Sloveniji. Zato je tudi morda toliko bolj zanimivo, ker pač ljudem, ki živimo na tem območju, tovrstna rastišča niso tako blizu in prihajajo obiskovalci, opažamo iz širšega območja Slovenije, tudi neki iz tujine, sosednje Hrvaške recimo in tako naprej. Tako da sama rastlina je pač zanimiva. Žal pa rastlino v zadnjem času ogroža izkopavanje predvsem iz enega razloga – presajanja v vse bolj priljubljene skalnjake. V tem primeru se dela dvojna škoda, dodaja Petančič, uničuje se zavarovana vrsta, ki pa v skalnjakih dekorativno ne uspeva. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Projekt gradnje pločnika in obnova regionalne ceste na odseku Bizeljsko-Orešje od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za Kmrniški Vežici, ki ga sofinancirata občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je v zaključni fazi. Dela se zaključujejo, izvajajo se še označbe na vozišču. Predvidoma v mesecu maju bo izveden pregled ter prevzem del strani DRSI. Investicije v skupni predvideni vrednosti 400 000 evrov bodo prinesla k izboljšani prometni varnosti, saj gre za odsek ceste, kjer mnogi otroci pešačijo v šolo, ostali prebivalci pa peš dostopajo do pokopališča Bizeljsko in do cerkve. Čebelarsko društvo Šentjanž je tudi letos v letu kulturne dediščine pristopilo k organizaciji Dneva odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. S tem aktivno udejanjajo močno izobraževalno vlogo in sporočanje svetu, kako pomembne za življenje vseh nas so čebele. Na dogodku so obiskovalcem razkazali čebeljak, namenjen ogledom in usposabljanju v okviru čebelarskih krožkov. Od učencev so ob tej priložnosti prevzeli panjske končnice, ki jih izdelujejo z namenom namestitve na panje čebelarjev. Namenu so predali točilo za med, ki bo namenjeno delu v okviru čebelarskih krožkov. V športni dvorani Ekonomske in trgovske šole Brežice je potekal 6. pokalni turnir v modernih tekmovalnih plesih, ki ga je organiziral plesni klub Lukec. Na tekmovanju je nastopilo tudi 11 plesalcev domačega plesnega kluba. Zmago sta si v kategoriji step pari mladinci priplesali Pika Klara Muranc in Sanja Urbanč. V kategoriji hip-hop mladink je nastopila Ema Zildžovič, ki je v močni konkurenci osvojila 18. mesto, Žana Colarič pa si je v kategoriji Modern Soul mladinke priplesala 21. mesto. Med članskimi malimi skupinami se je predstavila hip-hop skupina Mad Temptation in osvojila 4. mesto. Ogenj je ena človekovih največjih iznajdb, ki je korenito spremenila naše navade in omogočila razvoj civilizacij. Kako fascinanten je lahko ogenj, so predstavili tudi na sobotnih delavnicah v svetu energije. Tokratne delavnice so bile zopet nekaj posebnega, saj je v svetu energije gostovala Akademija za radovedne. Tokrat so v središče postavili ogenj. Za danes smo pripravili poskuse o ognju, spravi se bomo sprehodili skozi zgodovino, kako je ogenj nastal in potem na koncu še par atraktivnih eksperimentov z ognjem. Na kratko so se sprehodili skozi zgodovino in ponovno odkrili ogenj. Ugotovili so, kaj potrebujemo, da ga zanetimo. Da slučajno ne bi prišlo do požara, so se ga naučili pogasiti na različne načine, prav tako so naredili lastni gasilni aparat. Pripravili pa so še nekaj drugih zanimivih eksperimentov. Kot naprimer zažgala si bom roko, imeli bomo ognjen tornado, različne barve ognja. V goste smo povabili Zavod Radovedni iz Ljubljane, ki pripravljajo znanstvene šove, namenjen temu raziskovanju, učenju, ker znanstveni šovi nekako predstavljajo primerno klimo, da se ljudje, obiskovalci sprostijo in ko so sproščeni, seveda tudi pripravijo možgane za to, da se več zapomnijo. Spodbujati željo po znanju, še posebej naravoslovne smeri, pa je tudi namen delovanja sveta energije. Zakaj ogenj? Ogenj predvsem zaradi tega, ker je to kot tista primarna energija, ki jo vsi dojemamo kot nekaj zelo nevarnega, oziroma v preteklosti so jo dojemali kot nevarno, dokler niso spoznali njenih prednosti. In ko
Ko so ljudje v preteklosti ugotovili, kakšne so prednosti ognja, so ga začeli tudi v bistvu izkoriščati, prenesli so ga v svoje domove, v hiše in s tem, ko so poznali prednosti in slabosti, so ga seveda lahko tudi obvladovali. In tako je tudi z vsemi modernimi tehnologijami. Dokler poznamo njihove prednosti in slabosti, seveda lahko se potrudimo in izkoristimo prednosti, na varnosti pa seveda varno odpravimo oziroma na njih pazimo. Zaradi drugačnega pristopa do podajanja znanja je tudi zanimanje za tovrstne delavnice med mladimi veliko. Mi ravno razbijamo strahove, razbijamo mite, recimo kakšne negativne, s tem, da seveda damo neko znanstveno podlago, razlago in s tem seveda približamo zadeve obiskovalcem. Ne le mlajšim, ki so sicer najštevilčnejši. V svetu energije čedalje večje zanimanje opažajo tudi med odraslo populacijo. Kar se tiče obiska samega, v svetu energije opažamo kar konstantni obisk in povečano število večjih, starejših, odraslih obiskovalcev, nenazadnje srednjih šol, fakultet in pa seveda posameznikov. Seveda pa prilagodimo vsak obisk tistemu, ki pride. Naslednje sobotne delavnice z atraktivnimi in sodobnimi vsebinami bodo v svetu energije pripravili junija. Folklorne skupine Dolenjske, Bele krajine in Posavja so se v domu 14. divizije na Senovem predstavile na regijskem srečanju odraslih folklornih skupin, ki so ga pripravili na krški izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Na letošnjem regijskem srečanju se je predstavilo 7 folklornih skupin z Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja. Vsaka skupina se je predstavila s spleti značilnimi za različno območje v Sloveniji. Senovčani so se tokrat predstavili s spletom prekmurskih plesov. Za Prekmurje je so značilna oblačina iz lanu, kar je v bistvu taka bela barva tega blaga in seveda, kar se tiče pa samih plesov, je pa tu značilnost recimo enega moškega plesa tkalečka, to je ples, cehovski ples tkalcev in gre v bistvu za pretikanje robčka med nogami in seveda ob glasbeni spremljavi, ki se vse bolj stopnjuje, tako da gre za neke vrste spretnostni ples. Senovski folklorniki, ki so v lanskem letu obeležili 35-letnico delovanja, sicer največ pozornosti posvečajo štajerskim plesom. Ker pač Senovo spada pod Štajersko in temu primerno razvijamo predvsem te naše kozjanske plese, seveda pa plešemo tudi plese ostalih pokrajin, to je Gorenjska, Prekmurje, potem Koroška, tako da za vse te pokrajine tudi razpolagamo z ustreznimi kostumi. Folklorna skupina Spomin Društva upokojencev Sevnica se je na regijskem srečanju predstavila s točko oziroma z običajem, ki je bil nekoč znan na območju Boštanja. Tam so se iz Donave prihajale drstiti ribe in smo pripravili, kako so včasih lovili kar z rokami golimi te ribe in zraven bomo zaplesali štajerske plese, ki izhajajo iz tega področja, kjer mi delujemo. Tako imamo tudi noše štajerske. Danes jaz sem tak predpasnik, ki se mu je rekli lavške, kamor smo spravljali ribe, ko smo jih lovili z rokami v reki Mirni. Tako kot senovski folklorniki se tudi sevniški ukvarjajo predvsem s štajerskimi plesi. Ker imamo predvsem štajersko nošo s štajerskim plesom. Nekaj vzhodne, nekaj osrednje štajerske in tudi nekaj zahodno-štajerskih plesov pripravimo, tako da imamo več sklopov teh plesov različnih. Na srečanju se je predstavila tudi trebanjska folklorna skupina Nasmeh. To so same ženske, so v okviru 3. življenjskega obdobja Trebanjske univerze in zdaj že plešejo skoraj 12 let dekleta, v starosti od 60 do 80 let. Tokrat so se predstavili z belokranjskimi plesi.
Folklorna dejavnost je res izredno priljubljena po vsej Sloveniji. Prav gotovo ljudi privlači družabno življenje, ki je ključni del folklore. Trebanjska folklorna skupina Nasmeh pa si želi v svoje vrste privabiti tudi plesalce. Mi moških v tej dobi starosti moške ne moreš pripraviti, razen če žena pripelje moža. Ampak večina jih je pa udobna. Tako da pač plešejo. Ženske veselje imajo, redno se dobivamo enkrat na teden in treniramo in vse imamo lušno. Regijsko srečanje na Senovem je strokovno spremljala Anja Cizelj. Državno srečanje odraslih folklornih skupin bo konec maja na Mirni. Oddajo Posavski tednik zaključujemo v Moskonovi galeriji na gradu Sevnica, kjer je na ogled razstava legende Elene Sigmund, ruske umetnice živeče v Sloveniji in njenih učencev. Opus slikarke Elene Sigmund legende predstavlja 9 velikih osebnosti iz različnih področij družbe, ki s svojimi udejstvovanji tako ali drugače spreminjajo svet. To so ljudje, ki so široko znani in oni oblikujejo naš globalni svet. Sem skrbno izbrala te like in vsak posamezni lik predstavlja neko sfero našega življenja. Aristokratski svet, politični svet, podjetniški svet, duhovni svet in tako naprej. Vladimirju Putinu, Paulu McCartneyju, Dalaj Lami, Steveu Jobsu, Zahi Hadid in ostalim se je avtorica pridružila z avtoportretom. Ker kot posameznik, ki opazuje, gleda v to ogledalo sedanjosti. Opus legende je namreč nadaljevanje razmišljanja njenih prejšnjih opusov, ko je raziskovala preteklost. Tokrat se posveča sedanjosti. Ker sem hotela poudariti sedanjost, sodobni slog umetnosti, tako da sem izbrala sodobni stili risanja in slikanja, pixel art, pop art, asemblaž, pa tudi kubizem. Na razstavi legende sodelujejo tudi njeni učenci s svojimi dedi, gre za otroke in mladostnike med 3. in 18. letom starosti. Nekoč so to bili moje sanje, sem zamislila šolo za otroke in danes sem s ponosom tudi predstavljam dela mojih učencev. Šola se imenuje, ali projekt se imenuje Mala akademija in raziskujemo in jaz hočem pokazati, kako otroki, tudi slovenski, tudi ruski, lahko rišejo že pri 9 let starosti. Med razstavljenimi deli je kar nekaj nagrajenih. Sevničanka Julija Kermc se denimo predstavlja z 9 slikami, med katerimi je tudi delo Jaz rišem mir, s katerim je na mednarodnem otroškem natečaju Nariši mi mir v Parizu leta 2017 osvojila prvo mesto. To sem hotela pokazati, kako si jaz predstavljam svet. V bistvu risanje mi je zelo všeč. Zakaj ti to všeč? Ne vem, kar me sporoča pa tak. Marcel Kajtna pa se predstavlja s kar 17 slikami. Tle imam portrete, pa tihožitja, pa ena slika je pa taka, ko jo sem jo poslal na tečaj. Nadarjeni 10-letnik program Male akademije obiskuje že 4 leta. Zato, ker mama mi je rada, da rišem, pa sem že, ko sem bil 3 leta star, sem že začel tako risati. S svojimi dedi sodeluje tudi dijakinja Hana Erman iz Šentjanža, ki je Malo akademijo obiskovala leta 2014, ko se je pripravljala na sprejemne izpite za srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Letos srednjo šolo zaključuje in si želi sprejema na likovno akademijo, smer ilustracije. Kot pravi, so ji še posebej blizu stripi. Najrajši berem stripe in nameravam tudi svoje stripe delati, jih narisati in napisati. Ravno otroci in mladostniki so podmladek, ki imajo vse možnosti postati bodoče legende, vplivati na dogodke v svetu in aktivno sodelovati v njegovi preobrazbi. Moja izobrazba je profesorica likovne pedagogike. Sem študirala v Rusiji in zato ne odpiram nek novi svet, samo predajam slovenskim otrokom to, kaj bi jaz predajala ruskim otrokom.
In vidim, da so otroki na celi zemlji enaki in zelo uspešno osvojijo vse tehniki, vse teoretične znanje. Zelo lepo nam gre, tudi imamo že dosežke. Opus Legende je 4. opus Helene Sigmund, tokratna razstava pa njena 3. samostojna. V prostorih Sevniškega gradu bo na ogled do 17. junija. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Z vami bomo tudi prihodnji torek. Hvala za pozornost in nasvidenje.